V viteški dvorani Bistriškega gradu so pretekli četrtek predstavili knjigo z naslovom Jože Pučnik o zgodovinskem spominu in spominu sodobnikov, ki je šla pri celjski Mohorjevi družbi. Uvodoma sta zbrane nagovorila ravnateljica Mohorjeve družbe dr. Tanja Ozvatič in župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Dr. Jože Pučnik je bil nestor osamosvojitvene miselnosti in oče slovenske države. Do konca je verjel v zgodovinsko pravico, ki bo Slovencem prinesla katarzo. Kako daleč smo Slovenci 20 let po njegovi smrti, so v zborniku osvetlili Pučnikovi sodobniki in sopotniki. Gostje večera so bili magistrica Iva Pučnik-Kozimič, dr. Željko Oset in Alenka Puhar. Besedo ima zdaj Pučnik. V enega zadnjih svojih tekstov je uvedel tole. Perverzno je, da vsak poskus korekture teh krivičnih pravil igre, ki so ostali politikom kontinuitete, sproži verižno akcijo agresivnih napadov prizadetih političnih skupin in njihovih medijev. Govori se o čistkah, o preziranju stroke, o grozečem fašizmu in o bojazni pred pučističnimi namerami vlade. Čim so ogroženi njihovi privilegiji, katerih senčna stran je vedno diskriminacija drugih, se v očeh privilegiranih začne podirati svet in sproži se histerična gonja. Seveda se pri tem omenjajo le najvišje nacionalne in evropske vrednote in nikoli lastni žepi, za katere večinoma gre. No, neha govoriti Pučnik, govori Alenka Puhar. Teh besed ne citiram prvič. Decembra 2021 sem napisala kolumno za Delo, kamor so me povabili pred 3 leti, še pod drugim vodstvom časopisa. V njej sem zapisala, da bi se mi ob 30. obletnici demokracije in samostojne države zdelo primerno pogledati, kaj je o podobnih priložnostih menil Jože Pučnik. In sem si izbrala prej citirane misli. To so objavili, a čez nekaj dni so mi sporočili, da sodelovanje z mano zaključujejo. Dolgo so bili nejevoljni, ampak da bi jim s pomočjo Pučnika učitala perverzne igre z razvrednotenjem jezika, to pa je bila očitno kaplja čez rob.